Zdaj, kožo je smiselno spremljati iz večjih razlogov. Predvsem zato, ker je koža ena toži baba in ne govorimo zdaj samo o rakih, ampak tudi o drugih boleznih, ki se lahko pokažejo na koži. Ampak danes govorimo o raku kože. Spremljanje je smiselno vsaj enkrat mesečno, če že ne enkrat mesečno, enkrat na 2 meseca. Super je, če vas lahko spremlja nekdo drug. Se pravi, prijatelj, partner, otrok, starš, kakorkoli že, ki bi vas pač zaporedno več časa spremljal. Če pa to ne gre, pa spremljamo sami sebe. Zdaj, če vas gleda nekdo drug, se pač pogleda vse konce telesa, ki se jih lahko. Če pa ste sami, je pa seveda spredaj lahko pogledate, zadaj pa težko, se je pa treba kar naučiti in zrcali. Pomembna sta 2 stvari, da pogledate tudi tiste dele, ki so pravzaprav bolj kot ne prikriti, se pravi med prsti nog, stopala, spolovilo in tudi nohte. Zlasti ženske, ki si redno lakirajo nohte, pač jih lahko v bistvu več mesecev ne vidijo. Tako da vsaj med lakiranji se pogleda noh, če se karkoli spremeni. Kje se pa zaplete, je pa lasišče. Lasišče, pravzaprav tega pa ne moremo sami, pa če se še tako trudimo. Tako tukaj pa rabite, bi rekla, pomočnika, mirno se obrnete tudi na frizerja. In sicer, ko imate mokre lase, vzame ta človek glavnik in gre vsakih 5 milimetrov tako prečka pogleda po vsem lasišču. In če je karkoli posebnega, večjega, šekastega, čudnega, se posname. Fino je označiti tudi tisto mesto na lasišču. Recimo, da imate nek svinčnik ali vejico, da ste na tisto mesto in še 2 fotografiji. Tako da potem, ko greste k zdravniku, da se to potem pa iščemo, dokler ne najdemo, ker na lasišču je v resnici težko najti. Druga stvar je pa, kaj iskati. Nekaj je, kar se tiče melanocitnih znamenj in kar se tiče melanoma, to v glavnem ljudje kar poznamo. A, B, C, D. Torej, če najdete nekaj, kar je asimetrično v obliki in barvi, ki ima čudne robove, take pogrizene, ki ima več rjavih barv ali pa več različnih barv, in kar je 5-6 milimetrov ali večje, je treba biti pozoren. Vendar pa je treba vedeti, da takih je tudi veliko znamenj. Bodi si, da so zdrava, prirojena, bodi si, da so displastične znamenja. Tako da fino je biti pozoren na te lezije, nikakor pa to ne pomeni, da so same po sebi maligne. Drugo je pa, ko pa res je treba pomisliti, da gre za nekaj nevarnega, je pa tako kot zadnja črka E, ali evolucija, ali karčne. Ker ti melanom je dinamičen, melanom ni 20 let enak. In če vi opazite, da se neka sprememba izrazito spreminja, bodi si raste, spreminja obliko, spreminja barvo, takrat je pa treba biti pozoren. Kar se tiče teh melanocitnih lezij. Kar se tiče drugih rakov kože, je v resnici težje. Absolutno je treba biti pozoren, če nekaj ves čas se ponavlja neka ranica. Tudi če ne vidite drugega, tudi če se zaceli, pa če se teden, 14 dni se spet ponovi. Potem so neke bunkice, ki rastejo, pa vsem kakšne barve so bunkica na zreli koži, je nepričakovana zadeva. Potem so včasih neke take rdečkaste lise, ki se luščijo. Skratka, če opazite nekaj novega in ne mine v 1 mesecu, je pametno iti pokazati zdravniku. To isto velja tudi za poškodbe. Zdaj poleti bo veliko poškodb teh raznih znamenj. Ne se vznemirjati. Vi to zacelite kot vsako drugo ranico in počakajte 4 tedne, 1 mesec. Če se v tem času lepo zaceli, je stvar ok. Če se ne, če se ves čas ponavlja neka hrastica, ranica, je pa treba priti obiskati zdravnika. Če se vam zdi, da nimate dovolj nadzora, ampak to velja samo za tista znamenja, ki vas res skrbijo, ali pa tiste lezije, vzemite ravnilce, jaz ga tukaj nimam ta trenutek, pa ga priložite zraven tiste lezije, ki vas skrbi, in fotografirajte. In če to ponavljate, recimo vsak mesec, vsake 2 meseca, boste absolutno videli, da je tukaj neka dinamika. Kajti lahko potem zamenjate kot, zamenjate razdalje fotografije, milimeter bo milimeter, ki ga boste pa videli na ravnilcu.